blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. o Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Kraljica devic, prosi za nas. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci pred malimi ekrani. Danes vas lepo pozdravljam iz Ljubljane, predstavili bomo sestre Uršulinke in to je tudi dovolj zgovoren razlog, da ostanete v družbi naše televizije. Jaz vam želim samo dober sprejem. Ali lahko našim gledalcem daje poti predstavite vaš red in kdo so sestre Uršulinke, ampak še preden bi vas prosil kratko besedo, da se našim gledalcem daje poti tudi predstavita. Sem sestra Metka Capuder, Uršulinka. Uršulinke smo dobile ime po prvotni družbi svete Uršule, ki jo je ustanovila naša duhovna mati, sveta Angela Meriči, leta 1535. Jaz sem sestra Blaženka Halas in sem imela pred enim letom prve zaobljube in zdaj živim tukaj v Ljubljani. Kje v Sloveniji tudi najdemo vaš red? Uršulinke smo mednarodni red. To pomeni, da nas najdete povsod po svetu. Naša generalna mati, tako jim je rečemo, je v Rimu. Tudi naš red se uradno imenuje red Uršulink Rimske unije. V Sloveniji pa imamo 6 skupnosti. V Mariboru, Izoli, v Mekinjah, pri Kamniku, pri Svetem Duhu, blizu Škofje Loke in pa tukaj v Ljubljani, v centru, kjer je večja skupnost, in na Pržanu pri Šentvidu, kjer je manjša skupnost in živi tam tudi provincialna predstojnica, to se pravi sestra, ki je odgovorna za vse skupnosti v slovenski provinciji. Nekaj sester živi tudi v misijonih, v Bocvani, Peruju in v Senegalu.
Kdo je pa vaša ustanoviteljica? Torej, kot sem že omenila, je naša ustanoviteljica oziroma ustanoviteljica družbe Svete Uršule Sveta Angela. Vendar se je v teku stoletij, lahko rečemo 500 let, se je ta družba tudi spreminjala, dopolnjevala, razširjala. In danes slovenske uršulinke pripadamo zelo močni njeni duhovni veji, Rimski uniji, ki je nastala pred 100 leti, pred dobrimi 100 leti. V Slovenijo smo pa prišli pred 300 leti, ker nas je povabil, ker je tedanje uršulinke povabil v Ljubljano, tedanje župan z namenom vzgoje ženske mladine. Sveta Angela se v svojih spisih, ki nam jih je zapustila, sama predstavi tako: sestra Angela, nevredna služabnica Jezusa Kristusa. To kaže na njeno preprostost in ponižnost. V njenem času so jo mnogi poimenovali mati. Čeprav ni bila poročena, vendar je živela tako imenovano duhovno materinstvo. K njej so prihajali mnogi ljudje, tako preprosti kot učeni, prav tako teologi, ki so se čudili njenemu vedenju svetega pisma, njenim razlagam. Čeprav ni bila izobražena, vendar je bila v globoki povezanosti z Bogom, je bila zato mnogim kaži pot k njemu. V svoji okolici, lahko rečemo, je bila delavka za mir in spravo. Tako je večkrat posredovala k spravi med zelo sprtimi sovražniki. Morda pa je najlepša oznaka zanjo tale: bila je polna Boga in kdorkoli jo je srečal, je v njej prepoznal njegovo navzočnost. Sveto Angelo upodabljamo in upodabljajo umetniki na različne načine. Mogoče njena najpogostejša upodobitev je upodobitev uršulinke, tretjerednice, ker je bila tudi tretjerednica, obdana z dekleti, ki jih poučuje. Kajti vemo, ali morda tudi vi veste, da so uršulinke poznane kot dobre vzgojiteljice in učiteljice, tako v zgodovini kot tudi danes. Poznamo pa še mnoge druge upodobitve, naprimer angela ob nogah križanega, angela kot romarica z romarsko palico, kajti bila je goreča romarica na svete kraje. Prav tako pa je zelo lepa upodobitev angele zatopljene v molitev. Naj še kratko omenim njen življenjepis, njeno življenje, zgodbo. Angela se je rodila na severu Italije, v Desenzanu, to je blizu Gardskega jezera, v virni, a preprosti družini. V otroštvu so jo zaznamovale zgodbe svetnikov, ki jim jih je pripovedoval njihov oče ob večerih iz knjige svetnikov. V zgodnji mladosti jo je čakalo kar nekaj trpljenja. Kmalu, zelo zgodaj, je izgubila oba starša in tudi sestro. Ob izgubi svoje sestre jo je zelo skrbelo za blagor njene duše. Zato se je večkrat zatekala v molitev. Tako je znano in tako vemo iz njenega življenja, da se je nekega dne, ko je bila na polju ob žetvi, zatekla v molitev ob času, ko so drugi imeli odmor, ko so počivali, je ona goreče molila za svojo sestro. Tedaj, nenadoma, se je odprlo nebo in zagledala je čudovito lestev, ki se je vzpenjala od neba k zemlji. Po tej lestvi so hodile device in angeli, ki so jih spremljali. Med njimi je prepoznala tudi svojo sestro. In to je bilo zanje znamenje, da je njena sestra rešena.
Vendar ta dogodek ni pomemben samo zaradi tega, zaradi njene sestre. Ta dogodek jo je zaznamoval za celo življenje. Ob tem dogodku je tudi zaslišala, prepoznala Božje povabilo. Namreč, ti boš ustanovila družbo devic, podobno kot jih vidiš sedaj, boš tudi ti njih vodila v nebesa. Angeli se ni nikakor dozdevalo, na kakšen način in kdaj se bo to uresničilo. Nekateri celo menijo, da se je vztrajno izogibala temu notranjemu klicu, vendar se mu ni mogla izogniti. To je uresničila, ta klic je uresničila pravzaprav šele 5 let pred svojo smrtjo, pozno v svojih že zrelejših letih. Ker je kot mladenka ostala sama s svojim bratom, jo je k sebi vzel stric iz Seloja, kjer je bila doma tudi njena mama. Tam je imela dovolj priložnosti, tako za zabavo, za lepe obleke, vendar Angela se ni ozirala na to, pravzaprav se je umikala tako zabavi, lepim oblekam in snubcem, ker je bila čedno in lepo dekle. V srcu jo je močno pritegovala Božja ljubezen. Želela si je duhovnega in asketskega življenja. Ni vstopila v samostan, čeprav bi si želela oziroma je čutila, da jo Bog vabi na drugačno pot. Vendar je vstopila frančiškankam, tretjerednicam. Tako je tudi na zunaj pokazala svojo pripadnost Bogu in hkrati je imela s tem možnost večkrat obiskovati sveto mašo in prejeti sveto obhajilo. Kmalu zatem se je preselila na posestvo svojih staršev, kjer je želela zelo skromno življenje, preprosto življenje, pomagala je kmetom, vendar je živela tudi zelo duhovno življenje, kar so ljudje v okolici kmalu v njej prepoznali. V tistem času, torej na začetku 16. stoletja, so se mnoga mesta bojevala med seboj in za sabo so te vojne in ti spori puščali veliko moralno bedo. Tako lahko poimenujemo to moralno bedo s tem, da so mnoge žene izgubile svoje može, sinove, da so se mnoga dekleta podajala v prostitucijo, da se je nasilje nadaljevalo z nasiljem. In to se je zgodilo tudi mestu Bresciji, tedaj zelo poznanemu, bogatemu in pomembnemu mestu na severu Italije. Njeni frančiškanski predstojniki so Angelo prosili, naj gre v to mesto tolažiti Katarino Patengola, vdovo, ki je izgubila moža in sinove. In Angela je šla. Na lastne oči se je prepričala o tej bedi, vendar je vsem, ki jih je srečala, vlivala tolažbo in pogum. Okoli nje so se kmalu začela zbirati dekleta. To so bila zelo preprosta dekleta, ki bi se želela posvetiti Bogu, vendar možnosti za to, da vstopijo v samostan, niso imela. Tedaj je dejansko napočil tisti trenutek njenih sanj z njene mladosti, ko je prepoznala Božji trenutek. In leta 1535 je ustanovila družbo svete Uršule, v katero je pristopila 28 deklet. Kmalu po tem je svojemu tajniku, kajti bila je nepismena, narekovala nekaj navodil za to družbo. Torej, poznamo njene spise, ki jih je namenila najprej tem dekletom, potem vzgojiteljicam teh deklet in vdovam, ki so bile na nek način odgovorne za to družbo. Kakšen je vaš način življenja, komu ga posvečate in s čim se ukvarjate?
Ja, lahko bi rekli, da naše življenje temelji nekako na 3 temeljih, na 3 stebrih. To je duhovnost, apostolat in skupnost. Kot je že omenila sestra Metka, naše življenje, se pravi tudi življenje Svete Angele, ni bilo v prvem namenu zaradi nekega apostolata, se pravi dela, pač pa je zbirala skupaj dekleta in jim želela prisluhniti njihovim potrebam in temu, kar je prinašal tudi tisti čas. Takrat dekleta, kot ste že slišali, niso imela veliko izbire. Živela so v okrilju, varstvu družine, potem pa so se poročila ali pa šla v samostan. In tam so bila zopet v varstvu moža ali samostana. Angela je bila za tisti čas zelo svobodomiselna. Zbirala je dekleta in žene okrog sebe in z ustanovitvijo družbe Svete Uršule jim je nudila možnost, da se lahko posvetijo Gospodu in ostanejo v svetu in se ne zaprejo za samostanske zidove. Prav tako danes naše posvečeno življenje ni namenjeno v prvi vrsti delu in apostolatu. Pa vendar je s časoma skozi zgodovino postalo tudi to del našega posvečenega življenja. Torej, poleg duhovnosti in apostolata ima v našem življenju pomembno vlogo tudi skupnost. Sestre namreč živimo v skupnostih. V samem apostolatu pa se posvečamo predvsem vzgoji človeka. Celostni vzgoji, kar pomeni od majhnega otroka do odraslega človeka. Naša dejavnost, naš apostolat obsega predvsem naše vzgojne institucije, delo v duhovno-vzgojnih programih, v domovih duhovnosti ter delo na katechetsko-pastoralnem področju. Ali menite, da je molitev v današnjem času potrebna? Torej, to vprašanje se mi zdi podobno vprašanju, kot če bi vprašala nekoga, ali je potrebno, da sta otrok in mama in oče, da so povezani med seboj. Kajti zame, oziroma lahko rečem, iz duhovnega izkustva molitev je odnos. In če ne gojimo tega odnosa, podobno kot človeškega odnosa, potem nimamo pravega temelja. Bog nas je ustvaril kot osebe in to pomeni, da je v nas položil tudi neko hrepenenje po drugem, tako drugem z malo začetnico kot z veliko začetnico. Vedno seveda lahko najdemo različne nadomestke za to, da prikrijemo to močno hrepenenje ali ta notranji glas, vendar vemo, da v nedogled tega ne moremo početi. Kajti menim in sem prepričana, da ostajamo in postajamo izpolnjeni, srečni in uresničeni kot ljudje samo v odnosu, tako v odnosu do drugega človeka, kot v odnosu z Boga. Kako lahko mlado dekle, ki zasliši Božji klic, spostavi stik z vami? Ja, zdaj, če je dekle bolj pogumne narave, lahko se oglasi, pokliče po telefonu ali pa se oglasi pri naši provincialni predstojnici na Pržanu. Če pa ima pa tudi druge možnosti, ki so malo manj neposredne. Možno je, da odpre preko spletnih strani našo stran uršulinsko in si tam ogleda naše življenje, naš način življenja, naše delo, naš apostolat in lahko tako pridobi marsikatero informacijo. Možno pa je tudi srečevanje, kot sem že omenila, mi imamo kar nekaj apostolata in se tudi tako lahko
pride do nekega srečanja z nami in nas tudi na ta način dekleta, ljudje lahko spoznavajo. Jaz mislim, da če nekoga Bog kliče v posvečeno življenje, bo to tudi izpolnil, torej bo tudi človek to našel in ga bo Bog tudi tja pripeljal, ne glede na to, kje je. Seveda pa Bog izbira različne poti, različne možnosti, kako to izpeljem. Kaj bi pravzaprav na koncu položili srce našim gledalcem, oddaje Pot poti, predvsem bi se jim pa jaz zahvalil, da so me pripeljali v Ljubljano, da smo lahko predstavili na kratko tale vaš red Uršulink. Na misel mi prihajajo besede svete Angele, ki nam jih je tudi zapustila v svojih spisih. Namreč, verujte v Boga in v človeka. To se mi zdi mogoče zelo temeljno vodilo za danes. Kajti brez vere v Boga in v človeka ne moremo graditi trdnih temeljev odnosa. Ona, sveta Angela, je namreč vso prenovo tedanje družbe in prenovo odnosov in neko novost, ki jo je upeljala, gradila prav na tem. In mislim, da današnji čas ni prav nič drugačen in da potrebujemo prav to. Zahvaljujem se vam za pogovor in vam želim obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh. Hvala lepa. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz Ljubljane in kličem z Bogom do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti. Say
Hvala.